Hvala lepa. Dobro večer oziroma dobro jutro vsem. Glede na to, da je bilo to zadnje zasedanje Evropskega sveta v času slovenskega predsedovanja, mi dovolite, da se tudi jaz najprej zahvalim tebi, gospod predsednik Evropskega sveta, dragi Charles, predsednici Evropske komisije, draga Ursula, za izjemno uspešno in promptno sodelovanje. Spomnim se naših pogovorov in klicev tudi sredi noči, ko je bilo potrebno koordinirati določene korake, in z tega vidika samo pozdravljam takšno sodelovanje med vsemi evropskimi institucijami. Želel pa bi se zahvaliti tudi predsednikom oziroma timom vlad Portugalske in Nemčije, s katerimi smo bili v triju v času zadnjega leta in pol, in določene stvari, ki smo jih uspešno zaključili v času slovenskega predsedovanja, smo začeli že bodisi v času nemškega, bodisi v času portugalskega predsedovanja, in tudi ta trio je bil po našem mnenju zgled dobrega sodelovanja. Slovensko predsedstvo je bilo četrto predsedstvo Sveta Evropske unije v času covida. Kljub temu smo se trudili, da je bilo večino srečanj izvedenih at person, se pravi fizično. To je pripomoglo k temu, da smo uspešno zaključili tudi nekatere dosjeje, ki so prej nekaj časa čakali na to priložnost, in sem vesel, da mislim, da lahko naštejemo 21 uspešno zaključenih trialogov z Evropskim parlamentom. Eden še čaka, mogoče jih bo 22 na koncu, med njimi so tudi nekateri težji orehi, za katere smo vsi veseli, da je prišlo do tovrstnega zaključka. Je pa seveda, kot se to vedno dogaja v času semestra, bilo tudi precej dogodkov, ki jih nismo načrtovali oziroma ki so bili nepredvideni, kot ta situacija na meji z Belorusijo, med Poljsko in Belorusijo, pa potem dogodke oziroma umiki iz Afganistana in preteča migrantska kriza, rast cen energije in nekaterih drugih artiklov, in seveda zadnje tenzije med Rusijo in Ukrajino, o čem je že predsednik Evropskega sveta prej govoril. Eno od zelo pomembnih prioritet slovenskega predsedovanja sta bila tako imenovana odpornost in okrevanje, in tukaj mislim, da so bili doseženi pomembni koraki naprej. Novembrski zaključki sveta so postavili močne temelje za bodoče delo na krepitvi odpornosti Evropske unije. Tukaj moram reči, da je tudi Evropska komisija naredila izjemno delo. Decembra pa so bili sprejeti sklepi sveta za načrt izrednih ukrepov za zagotovitev preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih. Velik poudarek je bil na oblikovanju Evropske zdravstvene unije. Tukaj je bilo uspešno zaključeno pogajanje z Evropskim parlamentom o ureditvi Evropske agencije za zdravila in podaljšanju mandata Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Zdi se nam, oziroma poudarjam, da je potrebno oziroma zelo pomembno tudi čim prej zaključiti pogajanja glede preostalih poglavij Evropske zdravstvene unije, glede na to, da smo vsi še vedno soočeni z pandemijo. Naslednja prioriteta je bila tudi krepitev kibernetske odpornosti, glede na to, da se s kibernetskimi napadi srečujemo vse bolj pogosto, in kot smo slišali včeraj na srečanju z našimi partnericami vzhodnega soseščine, je to pri njih še dodaten izziv. Zato me veseli, da smo dosegli sporazum med državami članicami glede revizije direktive NIS-2, ki določa ukrepe za skupno varnost omrežij in informacijskih sistemov. Usklajevanje pristopov znotraj Evropske unije pri odzivanju na
pravzaprav dnevne oziroma tedenske izzive, ki jih je prinašal COVID, je bilo izjemno pomembno in mislim, da je bilo večino odzivov časovno pravočasnih. Ko gre za okrevanje kot eno od osrednjih prioritet leta, ki mineva, me veseli, da je bilo potrjenih 22 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Komisija v tem času odobrila vnaprejšnje financiranje z mehanizma za okrevanje in odpornost v 17 državah članicah v višini 13%, dodeljenih nepovratnih sredstev, kar je skupno skoraj 53 milijard evrov. In zdaj pričakujemo, da se bo čim prej finaliziralo tudi odobravanje preostalih 5 nacionalnih načrtov za okrevanje. Pri digitalni zeleni preobrazbi je bil dosežen sporazum držav članic glede akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih. Oboje je zelo pomemben korak naprej pri izgradnji naše digitalne prihodnosti. In veseli smo tudi, da je bil dosežen dogovor z Evropskim parlamentom glede nadaljevanja mobilnega gostovanja brez dodatnih stroškov za naslednje obdobje. V tem času smo uskladili skupaj tudi mandat oziroma skupno stališče Evropske unije za podnebno konferenco COP26 v Glasgowu. Tam sicer ni bilo možno rešiti vseh odprtih vprašanj in po potrebno še precej truda, je bil pa dosežen pomemben napredek. Zdaj, dosegli smo tudi okviren dogovor z Evropskim parlamentom o reviziji uredbe o vseevropskem energetskem omrežju. Nova pravila bodo še posebej podpirala evropske podnebne cilje. Zdaj, v času našega semestra je potekla tudi konferenca o prihodnosti Evrope. Govorimo o prihodnosti Evrope, zato se mi zdi pomembno poudariti, da smo v nekatere strateške razprave vključili tudi države oziroma predstavnike vodstev držav, ki so v Evropi, niso pa še v Evropski uniji. Mislim predvsem na države Zahodnega Balkana, delno tudi na države iz vzhodnega partnerstva, ki so sodelovali na našem Blejskem strateškem forumu. In mislim, da je bil njihov prispevek pomemben. Ko gre za vladavino prava in evropski način življenja, je bil izveden drugi letni dialog o stanju vladavine prava in v 5 državah članicah, ki so bile na vrsti. In dosežen je bil tudi dogovor o ključnih značilnostih evropskega modela športa, ki temelji na evropskih vrednotah, in ravno danes smo dobili čestitke in zahvalo za ta dosežek strani predsednika Olimpijskega komiteja. V okviru varne Evropske unije in razmer naši soseščini velja poudariti to, da smo se uspešno dogovorili za enoten pristop k grozečemu migrantskemu valu po umiku iz Afganistana, da je bila tukaj reakcija Unije organizirana, pravočasna in da je bila takšna tudi, ko smo bili soočeni z grožnjo oziroma z nevarnostjo hibridnega napada strani beloruskega režima, ki je izkoriščal ilegalne migrante in njihovo nesrečo za pritisk na Poljsko, Litvo, Latvijo oziroma na vzhodne meje Evropske unije. Te države so reagirale pravočasno, vendar pa je potem tudi celotna Evropska unija pomagala in tukaj velja posebna zahvala tako predsedniku Evropskega sveta, predsednici Evropske komisije, komisarju Skinasu in ostalim iz komisije, ki so v dialogu, pa tudi v uporabi, ob uporabi evropske mehke moči dosegli, da je ta kriza ne še popolnoma rešena, ampak da je obvladana in da je to tudi pomembno sporočilo za podobne situacije v prihodnosti.
Pri paktu o migracijah in azilu smo nadaljevali delo. Tukaj do kakega velikega preboja še ni prišlo. Zdi se nam še posebej pomembno, da bi mogoče še dosegli dogovor o uredbi Eurodaka, ki krepi našo šengensko mejo in s tem tudi našo skupno varnost. Da je tukaj na to vezanih precej dilem in bo to zelo verjetno eden trdih orehov francoskega predsedstva. Veseli smo, da je bila sprejeta odločitev o izpolnjevanju pogojev za uporabo vseh delov šengenskega pravnega reda strani Hrvaške, kar je prvi formalni korak k dokončni odločitvi sveta o širitvi šengenskega območja. V času našega semestra je bil zelo visoko kot cilj postavljena širitev Evropske unije. Zdaj, naše in tudi moje osebno prepričanje je, da je širitev Evropske unije v skupnem varnostnem interesu celotne evropske celine in da nas zgodovina zadnjega desetletja in pol uči, da če se pač ne širi Evropska unija, se širi nekdo drug in to ni širjenje prostora svobode in varnosti. In tega bi se morali zavedati tudi v prihodnje. Na neformalnem srečanju med Evropskim svetom in državami iz Zahodnega Balkana na Brdu oktobra letos smo dali pomemben signal ali pa okrepili upanje perspektive članstva v Evropski uniji državam iz Zahodnega Balkana in ta signal je glede na razmere v delu te regije še posebej pomemben v tem času. Zdaj, vesel sem tudi, da je svet pred nekaj dnevi uspel sprejeti zaključke glede širitve in stabilizacijsko pridružitvenega procesa in to se mi zdi je bil zelo pomemben korak v smislu nadaljevanje te naše odločenosti za širitev Evropske unije. Glede današnje seje Evropskega sveta, mislim, da je predsednik praktično omenil vse ključne poudarke. Naj povem to, da se mi zdi zelo pomembno, da je bilo dovolj časa posvečeno tudi razpravi o aktualni situaciji v zvezi s COVID-om v Evropski uniji. Vsi se s tem srečujemo in gre za zelo pomembna sporočila vezana na pomembnost cepljenja, na pomembnost dodatnega odmerka, tudi zaradi nove verzije, ki se pospešeno širi, mislim na Omikron. In pomembno je tudi na skupen boj proti napačnim pa neresničnim informacijam, ki pač še posebej v našem delu Evrope na nek način pomagajo spodbujati to proticepilno razpoloženje, kar je v tem času eno od večjih zdravstveno-varnostnih tveganj. In tukaj mislim, da smo tudi dosegli visoko stopnjo soglasja glede potrebe po koordinaciji ukrepov na evropski ravni in zelo sem tudi vesel, da smo podprli predlog naših ministrov za zdravje, ki so predlagali, da si moramo prizadevati za skupne nabave terapevtikov in tukaj ubrati podobne skupne koordinacije in napore kot v primeru nabave cepiv, kar je eden od velikih uspehov Evropske unije v boju z COVID-om. Zdaj od ostalih tem mi dovolite, da čisto ob koncu tudi jaz poudarim pomen te enotnosti, ki je bila izražena v podpori demokratičnim silam v Belorusiji, v podpori političnim zapornikom, v enotni obsodbi teh drastičnih kazni, ki jih je režim 2 dni nazaj izrekel pravzaprav tistim, ki bi morali biti nagrajeni, ker si pač prizadevajo za demokracijo in za svobodo. In zdaj moje osebno mnenje je, da so te drastične kazni
prej izraz šibkosti režima kot moči tega režima in da se ta režim približuje koncu. Glede situacije na meji med Rusijo in Ukrajino se mi zdi, da je zelo pomembno, da smo temu posvetili dovolj pozornosti, da so bile izrečene zelo jasne besede, opozorili in da so stališča enotna, kar preprečuje možnost, da bi bili ponovno presenečeni, kot smo bili takrat, ko je Rusija okupirala Krim in predtem pravzaprav ni nihče vedel, kaj se bo zgodilo. Toliko z moje strani. Zdaj mislim, da smo opravili precej zajetno delo, zagotovo ne vsega. In veliko tega, kar je bilo začeto, zdaj prehaja v roke francoskega predsedstva in predsedniku Francije, gospodu Emmanuelu Macronu, smo ob koncu seje zaželeli veliko sreče in poguma in seveda tudi veliko odločnosti pri spopadu z izzivi, ki čakajo francosko predsedstvo v prvi polovici naslednjega leta. Hvala lepa. Thank you, Prime Minister. Madam President, please. Thank you very much.